Skrivnostni pogini psov po stiku z vodo iz Bohinjskega jezera. V zadnjih dneh naj bi na območju jezera poginilo več psov. Koliko natančno naj bi se jih zastrupilo, še ni znano. Potem, ko je včeraj smrt svoje psičke na Facebooku opisala lastnica z Dolenjske, je veterinarka ene od gorenjskih klinik potrdila, da so se javili še najmanj 4 lastniki poginulih psov. Sicer se je oživljalo 20 minut, ampak pač niso mogli nič. Tudi pen se je iz ust v bistvu prej že začela. In kaj je povzročilo smrti štirinožcev? Nacionalni inštitut za javno zdravje in ARSO, ki naj bi preverjal kakovost kopalnih voda, za zdaj nimata odgovora. Z Inštituta za biologijo pa so sporočili, da so v vzorcih vode našli 3 različne rodove potencialno nevarnih cianobakterij. Se je torej sploh še varno kopati v Bohinjskem jezeru? Je lahko voda nevarna tudi za ljudi? Za določene ranljive skupine posameznikov je lahko vsebnost cianobakterij tudi smrtna, opozarjajo strokovnjaki. Staša Lozar. Tole 5-mesečna border koljevka Diva lastnica jo nemočno opazuje, kako že 2 dni išče starejšo psičko Bio. Ne ve, da se nikoli ne bosta več igrali. Poginila je, za njo je ostala le tale knjiga. Je imela rada vodo? Ja, oboževala je vodo, res. Tudi zato so sončen sobotni dan izkoristili za izlet. Takole so se peljali k Bohinjskemu jezeru in takole sta obe psički komaj čakali plovbo po gladini. A po nekaj vesljajih v ukancu se je Bi začela tresti noga. Po bistvu že prej, ko je lajala, je imela tak hripav glas, pač po jenju je glas, tako hripav laješ je bil. Mašin partner jo je hitro pripeljal do obale, kjer se je le še zgrudila. Pol je še pobral, pač ni mogla stati na tačkah. Klicala sta 112, pa 113. Trenutki do prihoda na veterino so se vlekli kot večnost, a niso je več mogli rešiti. Od teh prvih simptomov do tega, ko se je izrušila, je bilo tako 5 minut. V bistvu pač ne vem, mislim, da se je zadušila. In vzrok smrti ne ve. Če bi kdorkoli, karkoli, kjerkoli zapisal, posvaril, zagotovo ne bi šli v Bohinj, je prepričana. Če je prišla res v stik s temi cianobakterijami, lahko da je lih tist tok vode s tistim prišla v stik, ta druga pa ni prišla. In to je dosti tipično, je tudi tak res akuten, perakuten pogin, zelo hiter pogin. ARSO, ki je odgovoren za nadzor kopalnih voda, trdi, da so jezero pregledali 6.6. in da je bila voda ustrezna. A ob tem, da bi morali vprašati lastnike psov, kako so skrbeli zanje, češ da lahko tudi pregret in dehidriran pes, ki popije večjo količino hladne vode, doživi anafilaktični šok. Je pa medtem Nacionalni inštitut za biologijo včeraj takoj vzel vzorce vode in našel 3 rodove potencialno strupenih cianobakterij. Smo pa našli tudi nekaj filamentov, ki so potencialno lahko producenti. To pomeni, da v določenih okoliščinah, če imajo te gene, ki proizvajajo te toksine, da se pač to lahko tvori. Nevarnih tudi ljudem, medtem ko pri psih delujejo na živčni sistem, pri ljudeh praviloma vplivajo na jetra in pri ranljivih skupinah celo lahko izzovejo smrt. Zelo redko je to se zgodilo. Recimo v Braziliji je bil en tak primer, ko so dializnim bolnikom dostavili eno vodo, ki je bila okužena s temi toksini. Manj teh bakterij v pretočnih vodah, a tudi v rekah se lahko zadržujejo v mirnih rokavih. Psička Bija je zdaj na obdukciji. Ok, pač moramo deliti zaradi tega, da gre čim manj pač ljudi s psom tja. In tudi če sta Bijina lastnika večkrat v soboto klicala policijo in upravo za varno hrano, vsi še vedno trdijo, da prijave dogodka nimajo. Inštitut za biologijo pa bo svoje analize o morebitni vsebnosti cianobakterij v vodi sporočil v nekaj dneh.